Dobro jutro. Dobro jutro iz Ljubljanskega gradu. Ponovno sem tu. Veste, to je bila ena nora dogodivščina. Se spomnite, ko sem nazadnje šel na dogodivščino? Ja, ne? Skupaj s pustolovko sva šla in sva uživala. To je bila neverjetna pustolovščina. In veste, kaj se je zgodilo? Ne? O tem vam bom pa zaupal. A velja? Pustolovko sva se želela podati na novo dogodivščino. Skupaj z našim ljubljanskim zmajem. Veste, ta ljubljanski zmaj je najboljši zmaj, kar sem jih kdaj videl. Tak prijazen in zelo živ in zelo dobra duša. No, in potem, medtem ko smo šli skoraj da okoli grajskega obzidja, sva ugotovila, da se je zmaj prehladil. Ja. Ampak to sploh ne izgleda tako kot pri človeku, da je, recimo, ima vročino ali pa ne vem, ga glava boli. Ne. Pri zmaju izgleda tako, da neha bruhati ogenj in neha leteti. In takrat veš, da je zelo bolan. In ne pomagajo mu aspirini, ne lakadoli, ne vitamini. Pomaga mu samo recept, skrivni recept za ozdravitev zmaja. Jaz sem ta skrivni recept nekoč že imel, ampak sem ga založil. Pa sploh ne vem kje. Veste kaj? Ta skrivni recept sem iskal dneve in dneve, pa ga nisem našel. Ne vem, kje bi lahko bil. Ampak na sumu pa imam. Veste, koga imam na sumu? Tele grajske škrate. Oni veliko krat kaj skrijejo. Ampak to je že druga zgodba. Pustimo zdaj to. Iz tega razloga sem prišel na idejo, da potrebujem čarobni napoj. In morava iti skupaj s pustolovko na noro dogodivščino ponovno. In šla sva na tako nevarno in dolgo pot. Dolgo. Šla sva čez 7 gora, čez 7 voda. Mimo ledenih rek, mimo ognjenih preprek. In končno sva prišla do votline skrivnosti. Ja. In v votlini skrivnosti še danes živi moj prijatelj. Čisto pravi, stari alkemist. Ja. In veste kaj? Kdo so alkemisti? Ne. Alkemisti so tisti, ki poznajo vse skrivnosti sveta. On, na primer, ve, kako spremeniti kovino v zlato. Ni to super? Ja, no, in on ima tudi čarobni napoj za mojega zmaja. Čarobni napoj, ki pomaga zmaju, da bo ponovno bruhal ogenj in ponovno letel. In ko mi je dal seveda ta čarobni napoj in ga je moj zmaj spil, je kar naenkrat bil ves vesel, začel leteti in migati svojim repom in bruhati ogenj. In sem bil zelo vesel. In pustolovka je bila zelo vesela. In potem sva se vrnila nazaj sem, na Ljubljanski grad. In to je bila res nora dogodivščina. Kaj da? Ne sliši. Samo malo. Še dobro, da me je spomnila pustolovka. Mi bomo imeli šolo zmajslovja. Jaz sem seveda tudi v zameno za čarobni napoj, ki mi ga je alkemist dal, želel mu vrniti uslugo, da se njegove modrosti širijo. Tako da vsi nadobudni zmajslovci vabljeni na šolo zmajslovja. 3.2. ob 11. To je prva sobota v februarju. In tam boste spoznavali vse živo. Od zmajev, do alkemistov, do napojev, do zmajevih jajc. Vse živo. Samo ne pozabite priti 3.2. ob 11. Bomo skupaj izvedli to pustolovščino. Misliš, da bodo za? Ja, ne? No, potem pa le pridite. Lepo se imejte. Pruzak sul. Se vam tudi zdi, da je tale pustolovka sramežljiva, Sem jo želel poklicati tukaj, da pride z mano skupaj povedati, pa ne želi. No, ampak bi vi radi videli, kako ona zgleda? Ja? In bi radi tudi videli, kako so se midva spoznala? Ja? No, potem pa le pridite 27.1. na najino prvo dogodivščino. Lahko ji rečemo kar zmajelovščina. In to 27.1. v grajskem gledališču. Predstava, ki bo pokazala najino zgodbo, kako sva se spoznala in postala največja pustolovca v zmajskih deželah. A velja? Se vidimo. No, zdaj pa bom res zaključil. Lepo se imejte, vesel sem, da sem med vami. Pruzak sul. Nasvidenje.